Lep pozdrav, odločil sem se, da bom posnel tale videoklip s ciljem, da dam dodatno pojasnilo in naredim eno simulacijo glede na to fantastično ponudbo, ki smo zdaj dobili od podjetja Success Factory. Zdaj, kot veste, imamo na razpolago možnost sodelovati pri dobičku, ki ga bo podjetje ustvarilo v prihodnosti, kadarkoli v prihodnosti, z nakupom founder paketov, in v teh founder paketih so share oziroma po slovensko deleži noter. Tule na tem prvem slajdu so te možnosti, ki so na razpolago, se pravi, imamo 4 možnosti, za kateri founder paket se lahko odločimo: small, medium, large pa XL. Kot vidite, v teh paketih so različna števila teh shareov, od 1, 3, 5, 1, 3, 7 in pa 21, in dodatno poleg tega dobimo še nekaj DAcoinov zraven. Se pravi, ta ponudba je namenjena izključno samo obstoječim sodelavcem podjetja Success Factory, se pravi tistim, ki so se registrirali pred 1. februarjem in imajo plačan business fee, in je na voljo samo do uradnega lansiranja tega produkta, pomeni do zadnjega dne eventa, ki se bo zgodil od 19. do 21. Se pravi, ponavljam, samo za obstoječo strukturo, za obstoječe sodelavce in izključno samo do 21. ko bo uradni launch, ko bo uradni zagon tega novega produkta. Zdaj, zakaj sem se odločil še enkrat več posneči dodaten video? Zato, ker pač smatram, da gre za eno večjih priložnosti, takih priložnosti, ki pride enkrat na 5, 10, 15, 20 let, ali pa mogoče za marsikoga celo nikoli v življenju. In zaradi tega, ker imam veliko dodatnih vprašanj, kaj pričakujem, oziroma kakšne so pričakovanja glede tega produkta, kaj ta možnost vam sploh ponuja. Zato sem zdaj tukaj naredil eno simulacijo. Seveda pa poudarjam, da simulacija je seveda zgolj simulacija. Jasno je to neznanka, mislim, ena pa z več neznankami. Prvič, glede na to, da bomo udeleženi pri dobičku, ki se bo v prihodnje generiral s prodajo tega produkta, prvo kot prvo ne moramo vedeti, kakšen bo sploh promet s tem novim produktom. Druga neznanka je, v bistvu ne vemo zdaj, kakšna bo sploh prodaja teh shareov do 20, se pravi od 1. do 20. In tretja neznanka je, v bistvu ne vemo, kakšen delež dobička, ki se bo pač ustvaril s prodajo tega novega produkta, bo namenjen founderjem. In ker sem pač obljubil, da bom naredil eno simulacijo, zdaj moramo malo se poigrati s temi številkami. Tukaj sem dal eno zelo konzervativno oceno, da bo recimo v prihodnjem letu narejeno pol milijarde letnega prometa s tem novim produktom. Mogoče se vam ta cifra zdi visoka, vam moram povedati, da je podjetje že leta 2019 naredilo 370 milijonov prometa samo z DAcoinom. Tako da zdaj podatkov za leto 2020 še nimamo, ampak sem prepričan, da bo številka presegla s tem našim matičnim produktom DAcoin pol milijarde. Tako da smatram, da je ta ocena mogoče celo podcenjena, podhranjena, ampak kot sem rekel, itak bom naredil bolj konzervativne številke. Zdaj, druga stvar je, koliko bo namenjeno temu novemu produktu, se pravi, koliko procentov bo šlo za founder pozicije. Jaz sem dal tukaj oceno 10%, lahko da bo malo manj, lahko da celo majčkeno več, zaradi tega, ker je podjetje že vkalkuliralo tudi, da bo nekaj moglo dati za te founderske pozicije in so se provizije za strukturo precej zmanjšale. Se pravi, tretja neznanka je pa v bistvu, koliko bo sploh teh shareov prodanih do 2020. Do 22. Zdaj, glede na to, koliko je struktura velika, v strukturi je približno 600 tisoč ljudi, glede na to, koliko jih je aktivnih in tako naprej, je pač moja ocena, da bo recimo prodanih 100 tisoč teh shareov. Kaj se to pomeni? Tukaj sem zdaj naredil kalkulacijo za največji paket. Seveda vsak si lahko pod tem naredi izračun za paket, ki se bo izbral. Vsekakor pa pač moje priporočilo glede na to, kar bom povedal v prihodnosti oziroma v nadaljevanju, da pač vzamete čim večji možni paket oziroma lahko tudi več teh paketov vzamete. Se pravi, če bo podjetje naredilo, koliko sem dal oceno v letu 2023, recimo pol milijarde prometa,
in če bo 10% tega namenjeno provizijam oziroma deležem za founderje, je to 50 milijonov. Se pravi, vsi lastniki teh sharov si bojo razdelili 50 milijonov. In zdaj, če bo predanih 100 tisoč sharov, je to pomeni, da je en share vreden 500 evrov. Zdaj, če vzamete ta največji paket, 21 sharov, je to 10.500 evrov v tem dotičnem letu. In to še enkrat poudarjamo, popolnoma pasiven prihodek, leto za letom, desetletje za desetletjem. In to je, se mi zdi, ena krasna zadeva, ker je to povprečna slovenska plača na mesec, oziroma 875 evrov pasivnega prihodka na mesec. Zdaj, mogoče, če se vam zdi ta ocena previsoka, lahko seveda tudi zmanjšamo jo. Tukaj sem dal še en dodatni izračun, se pravi, tudi če ta delež, ki bi ga dobili founderji, ne bi bil 10% ali pa bi bil 7%, samo recimo, če ne bi bilo prodanih 100 tisoč teh sharov do 21, ampak 200 tisoč, je to še vedno pri tem paketu za Jurija 3675 evrov tisto leto, kar pomeni 365% donos leto za leto. Se pravi, ni v bistvu 365, ampak je 365 na leto. Zdaj, če se vam to zdi malo, oziroma če bi si radi zagotovili, da je to res nekonkreten dohodek, seveda lahko vzamete, kot sem povedal, tudi več teh sharov, lahko si naredite simulacijo, recimo, če vzamete 3 take pakete, potem pridete na isto vsoto, kot sem jo prej tukaj naredil na prvi simulaciji, na isti znesek, se pravi na 875 evrov na mesec. Se pravi, če pa vzamete več, pa vsak od vas seveda si lahko naredi svojo lastno kalkulacijo. Zdaj še čisto nekaj tehničnih detajlov, v bistvu na kakšen način se to lahko plača. Se pravi, odprete svoj web shop, tam kliknete web office, prijete svoj SuccessFactory back office in imate tukaj slikovno označeno, kako si najprej naložite balans. Se pravi, najprej morate sploh stanje imeti na svojem računu, da to lahko poravnate. Se pravi, odprete balans, cash account, tukaj na desni si izberete, na kakšen način boste si naložili ta balans, se pravi, lahko z več različnimi kriptovalutami, levo pišete znesek in potrdite top up, se pravi, naložite. Obstaja tudi druga možnost, se pravi, to je ena možnost plačila z Perfect Moneyjem oziroma z različnimi kriptovalutami, z Bitcoinom in z ostalimi, ki so tukaj navedeni. Lahko tudi pošljete na support znesek, ki bi ga radi naložili, vaš mail in celoten naslov, vaš naslov, in boste dobili račun z podatki, kamor nakažete direktno na podjetje in vam bojo to naložili. To velja samo za zneske 1000 evrov pa plus. Tretja možnost pa je, če poznate koga, ki v vaši strukturi, ki ima ta balans, lahko se z njim dogovorite za transfer, za prenos med uporabniki, samo v tem slednjem primeru morate imeti verificiran račun. Se pravi, prenos med uporabniki je možen izključno, če imate verificiran račun, kar pomeni, če imate naložen dokument. Se pravi, ko imate ta balans naložen, je drugi korak potem, takole potem izgleda, ko imate ta balans naložen. Ko imate ta balans naložen, greste med produkte, kliknete ta novi produkt, ki je pod delovnim imenom TIA, si tukaj izberete, kateri produkt, označite, koliko paketov boste vzeli, enega, več, in tukaj spod potrdite. In čisto zadnji korak, ni na tem slajdu, morate vedeti svoje transakcijsko geslo. Se pravi, za potrditev tega nakupa, potem čisto v zadnjem koraku vpišete svoje transakcijsko geslo. Evo, tole sem imel za povedati, dodatno, ker se mi zdi, da večina, ki ste dobili mail od mene, oziroma od core tima v Sloveniji, mogoče se ne zavedate, za kakšno priložnost gre. Struktura je zelo majhna, se pravi, zelo majhno število ljudi na svetu bo imel te shere. Tisto, kar vemo o produktu, vemo, da bo zelo nekaj unikatnega, posebenega, digitalnega in množično uporabnega. Tako da, ne glede na to, kakšno ceno sem dal, se pravi, tudi če so cifre manjše, je absolutno smatram, da je ogromen prostora, kar se tiče prometa,
ker smatram, da bo ta promet v prihodnosti bistveno večji, kot pa je prej omenjenih oziroma to, kar sem uporabil za simulacijo, pol milijarde. Tako da želim vam dobrih odločitev, obrnite se za dodatna pojasnila oziroma če rabite kakšno pomoč pri nakazilu pa transferju, kakšnokoli drugo tehnično pomoč ali pa pojasnilo, na ljudi, ki so vas povabili v Success Factory oziroma na core skupino, na slovensko core skupino. Evo, želim vam lep vikend še naprej in dobrih odločitev in se dobro v življenju. Lep pozdrav!